Vsi javni zavodi in tudi javno podjetje Komunala Metlika so sicer poslovali brez izgub, a se, glede na varčevalne ukrepe vlade, bojijo, kako bo letos. V metliškem zdravstvenem domu že vedo, da bodo iz državnega proračuna dobili 178 tisoč evrov manj kot lani. Že intenzivno delamo nekaj mesecev na tem, ampak situacija se tako hitro spreminja iz dneva v dan, da vedno moramo neke nove rešitve iskati. Vsekakor bo potrebna reorganizacija dela in tudi novim naložbam se bomo morali odpovedati, pravi Vuković, in dodaja, da so doslej pacientom nudili nadstandardne storitve, za katere niso prejemali denarja iz proračuna. Ta nastavek bomo mogli izreducirati, ker ne pomeni, da bo dostopnost manjša, da bojo pacienti manj dobili. Kar nekaj težav in nezadovoljstva pa obiskovalcem metliškega zdravstvenega doma povzroča nov parkirni režim, ki tam velja, odkar so odprli urgenco. Pred zdravstvenim domom namreč ni več dovoljeno parkiranje. Mi smo apelirali na Direkcijo Republike Slovenije za ceste in smo dobili njihovo soglasje, da pač projektant pripravi drugačno ureditev. Zaenkrat bo ta ureditev omogočala parkiranje invalidov in pa tudi dostop tistim, ki nujno potrebujejo pomoč. V vodstvu zdravstvenega doma in metliške občine se zavedajo, da spremenjeni režim parkiranja predstavlja ljudem težavom, a takšne so zahteve zaradi nove urgence, pravi Zevnik, ki je včeraj prvič vodil sejo kot novi župan občine Metlika. V svetniških klopeh ga bo zamenjal Andrej Videtič, za podžupanjo občine pa je Zevnik imenoval Željko Janjac.